Dragi gledalke, dragi gledalci, drage poslušalke, dragi poslušalci in še vsi tisti, ki se v tej binarni razporeditvi ne prepoznate, dobrodošli v delov podcast Ambulanta dr. Orla. Danes imam tukaj prav posebnega gosta, profesor dr. Boruta Štruklja, magistra farmacije, znanstvenika, predavatelja, profesorja, pisca številnih člankov, strokovnih knjig, znane medijske osebnosti tudi. Borut, sem še kaj pomembnega pozabil? Pravzaprav ne, hvala Rok, seveda najprej lep pozdrav tudi z moje strani. Zelo sem vesel in počaščen, da sem lahko tule v tem studiu. Skratka ne, Rok, mogoče samo zadnje čase se težko dobiva, ne? Težko se dobiva. Izjemno težko te je dobiti, Borut. Ja, to pa zato, ker delam kot izvedenec za svetovno organizacijo, imenuje se, torej, to je del Združenih narodov. Vsi poznamo WHO, manj pa poznamo seveda UNIDO. UNIDO je United Nations, angleška seveda, Industrial Development Organization, oziroma to je organizacija za prenos tehnologij, farmacevtski, vseh. Ampak delam seveda v farmacevtskem medicinskem delu, torej prenos tehnologije v razvijajoče se dežele. Za časa COVID-a in kasneje smo ugotovili, da smo vsi pravzaprav ranljivi za določene stvari. Spomniš se, kako je bilo z maskami, z rokavicami in tako naprej. Skratka, v nekem delu sveta se nekaj proizvaja in če pride do težave, do krize, do pandemije, potem tega ni. No in naš namen je tako imenovana lokalna proizvodnja zdravil, cepiv in medicinskih pripomočkov. No in tukaj sodelujem in predvsem je to Afrika, Kuba, Indonezija. Skratka, potuješ po relativno daljnih deželah. In vidim nič. Ko me je moj sin vprašal, kako pa zgleda, ko sem prišel nazaj iz Kenije, iz Nairobija, kako pa zgleda Nairobi? Sem rekel, ja, veš, dragi moj sine, hoteli in pa te predavalnice so približno enake po celem svetu. Torej, skratka, žal ne, bo pa mogoče kdaj čas. Vendar vseeno spoznavam določene specifike posameznih držav, predvsem pa seveda se ukvarjam s farmacijo in delno seveda z medicino. Ja, Borut, pri tebi me je zmeraj seveda fasciniralo, s koliko strokovnimi področji se ukvarjaš. S klasičnimi zdravili, z biološkimi zdravili, z probiotiki, če hočemo, z spremenjenimi mikroorganizmi kot nosilci terapevtskih molekul, z marsičem, med drugim pa tudi z zdravilnimi zelišči, to se pravi z eno zelo tradicionalno zgodbo. In ko so se pogovarjala, o čem bi pravzaprav tekel tale najin današnji pogovor, si ti rekel, pa dejva o zdravilnih zeliščih, dejva o zdravilnih rastlinah, pravzaprav, če sva bolj egzaktni. Zdaj, seveda, najbrž so zdravilne rastline res nek začetek pravzaprav farmacije. S pradavnine so ljudje spoznavali, da si lahko z določenimi rastlinami lajšajo določene zdravstvene težave. Ta znanja, izkušnje, bom rekel, včasih zadetki, najbrž včasih tudi zgrešene poteze, ki so koga v grob peljale, so se ohranjale v ustnem izročilu, v pisnem kasneje. In pravzaprav je to nek temelj vsega. Ampak kje smo pa mi danes na tem področju v primerjavi s to tradicionalno rabo? Kakšne so ključne razlike? Ja, to je pravzaprav zelo, zelo dobro in pravzaprav globoko vprašanje. No, ampak preden mogoče začneva z zdravilnimi rastlinami, ja, ukvarjam se na različnih področjih, glede na to, da sem pač seveda skozi svojo stroko šel skozi različna
lahko rečemo, področja medicine, farmacije, od genskih zdravil do bioloških zdravil rastlin. Omenil pa si Rok probiotike, tukaj sem pa jaz tvoj učenec, tako da tukaj absolutno. Ampak o tem se bova še pogovarjali. Se bova še pogovarjali. Ja. Skratka, se vrnem nazaj na zdravilne rastline. Od samega začetka je bilo to zame fascinantno področje. Kaj to pomeni začetka? Pri 7, 8, 9 letih sem začel spoznavati zdravilne rastline in doma mi je oče omogočil, da sem imel svoj laboratorij in ta laboratorij je rasel iz leta v leto, tako da na koncu pred začetkom odločitve, kam bom šel, sem nihal med farmacijo in medicino, začel sem oba študija, no kasneje sem pa le se odločil ozko za farmacijo in pa predvsem za zdravilne rastline, kasneje so bile šele biološka zdravila, kajti tega še ni bilo. Ja, torej, zdravilne rastline dejansko so začetek zdravljenja, tako kot si povedal, je osnova pravzaprav izkustveno zdravstvo, izkušnje, ki so bile iz roda v rod prenešene. Vse na začetku pravzaprav niso vedeli, torej mogoče lahko rečemo naši predniki od samega razvoja človeštva dalje so pač poskušali in so ugotovili. Če so preveč poskušali, je lahko prišlo do smrti, so ugotovili, tale rastlina pa ni dobra, da je pravi. Ampak tukaj moramo nekaj povedati. Paracelsus je rekel, sola dosis facit venenum, kar pomeni samo od odmerka odvisno. Ali bo neko zdravilo, res zdravilo ali bo strup. In zato imamo zdravniki, kot si ti, farmacevti, kot sem jaz, v rokah dobro orodje, ki pa mora biti pravilno odmerjeno. Torej, zdravilne rastline so lahko res izjemno koristne, lahko so pa tudi seveda strupene, ampak strupene rastline so istočasno tudi zdravilne rastline, odvisno od odmerka. No in če pogledamo zdaj razvoj, je zanimivo to, da je 40% sintetičnih zdravil temelji na osnovi na učinkovinah, ki so v rastlinah. Recimo spazmolitiki, sredstva proti krčem, imamo alkaloide. Potem imamo proti diabetesu, najbolj znane osnovne zdravilne učinkovine izhajajo iz recimo listov borovnice in tako naprej. Vendar, vedno znova in znova ugotavljamo, da to, kar je narava naredila, je dobro, ni pa mogoče optimalno. In to pomeni, da se potem za polsintezo ali za sintezo to nekako doda. Še bolj zanimivo je pa pravzaprav naša neočakanost. Zdaj hočemo vse takoj. Če mene zdaj glava boli, želim, da čez 10-15 minut glavobol preneha. Zato posežem po sinteznemu zdravilu, ki ima neposredno delovanje, ki takoj deluje. Če bi pa bil nekoliko bolj potrpežljiv, bi pa mogoče marsikatera zdravilna rastlina imela enako ali boljše delovanje skozi daljši čas in manj neželjenih učinkov. Dobro, Borut. Danes so pravzaprav te zdravilne rastline med ljudmi spet strašno popularne. Kar neke vrste renesanso doživlja, da rečemo, fitoterapija, in morda gre to tudi malo z nezaupanjem, da rečemo, v uradno medicino, v uradno farmacijo. Nekateri nas imajo seveda za plačance multinacionalk, medtem ko zdravilne rastline so pa naravna zadeva. Ampak seveda, ti si povedal konec koncev učinkovine marsikaterega sintetičnega zdravila izhajajo pravzaprav iz zelo podobnih učinkovin, sam so mogoče še malo bolj koncentrirane, v večji količini, bolj aktivne. Kaj pa pravzaprav je, če bi rekel, res novega na področju znanosti, na področju zdravilnih rastlin? Ja, torej zanimivo je to, da dejansko gre velikokrat za rahlo razočaranje, kar se tiče uradne medicine. To pa zato, kajti uradna medicina in farmacija temeljita na znanstvenih podatkih. In en primer, če ti ga lahko opišem, bo povedal marsikaj. Šentjanževka, Hypericum perforatum, je znana zdravilna rastlina proti depresiji, torej govorim, če jemljemo peroralno, torej če použijemo izvleček, na koži deluje drugače, torej skratka zaščitno, ampak če ga použijemo, je to dobro antidepresivno sredstvo, ki deluje počasi, ampak zanesljivo.
No, in to je bilo zapisano že v teh buklah, mogoče 500-600 let. Običajno so te bukle pisali na roko še menihi in tako naprej. Ne? In je pisalo: Šentjanževko je treba nabirati ob prvi rosi, ko je, torej takoj po polni luni ob prvi rosi, z mrtvo mačko zavezano okoli pasu. No, zdaj seveda vemo, da temu ni tako, ampak temu rečemo indikacijska lirika. Namreč, ko so pripisovali, je vsak še mogoče nekaj malega dodal, kar je slišal, pa tudi mogoče se spomnil. Naša naloga pa je, da vrnemo rastlinam dejansko delovanje, ki je dokazano, zato govorimo o dokazih, in odvržemo vse te indikacijske lirike in predvsem, da potrdimo ali ovržemo delovanje. In poglejmo, kaj se dogaja neprestano, tudi zdaj. Ne smem imenovati raznih reklam, ne, ki bombardirajo, ker veva, kako to zgleda v Sloveniji, če koga imenuješ, ampak skratka, ogromno, kaj je vse pretirano. Pretirano seveda z namenom ekonomike. In kako je bilo recimo v Sloveniji ta hebočaj. Včasih je bil ta hebočaj zdravi vse. Ugotovili so, da temu ni tako, zdravi raka, vedno imajo nekaj takega, vemo, da je rak etiopatogenično več kot 100 različnih bolezni, torej in je bilo razočaranje. Potem je bil noni sok. Noni sok je nekaj čudovitega iz noni drevesa in tako naprej. Ugotovili smo, da to je sok, ki vsebuje vitamine, minerale, mogoče tako, kot bi zmešal jabolka, pa hruške, pa še malo pomaranče. Potem je sladki pelin. Sladki pelin pozdravi vse. Zdaj imamo konopla, pozdravi vse. Kaj hočem povedati? Panaceja ni. Panaceja naj bi bila ena snov, ki pozdravi vse. In to je ta indikacijska lirika, ki se stalno dodaja. Naša naloga, farmacevtov, ki se ukvarjamo z zdravilnimi rastlinami, pa je, da ugotovimo, kaj dejansko deluje in tisto potem naprej promoviramo. In ja, nova spoznanja, zakaj? Zdaj imamo na razpolago imamo dobre teste, imamo molekularne biološke teste, imamo celice. Na celicah lahko ogromno ugotovimo. In se vrnem nazaj, super zadeva je recimo primer artemizinina, ki zdravi malarijo. Odlično zdravilo, ker se je dokazalo, da je temu tako. Recimo taksol za zdravljenje določenih rakov iz taksus vrst, to pomeni iz tise, ne naše tise, pa kanadske tise in tako naprej in tako naprej. Problem je vedno dokazovanja. Mi moramo odvrči tiste mite in vraže in niti naprej samo s tistimi dokazanimi učinki, ki zdravilne rastline imajo. In tih je kar nekaj. Bolj super, ki si tiso omenil. Zdaj ljudje načeloma percipirajo klasična zdravila, ki jih izdeluje farmacevtska industrija, kot potencialno nevarna. In tudi vemo, kot si prej rekel, vsako zdravilo v neki dozi je zdravilo, v neki drugi dozi povzroča strup, tudi različni ljudje na isto kemijsko učinkovino odreagiramo različno. Po drugi strani pa se mi zdi, da večina ljudi jemlje zdravilne rastline kot nekaj neskončno varnega, pa najbrž ni tako, ne. Če si že ti rekel tiso, jaz vem, da je tisa, določeni deli tise, nekaj najbolj strupenega, da lahko že eno jagodo, če nekdo poje, pravzaprav tega umre. Ja, tako je, mogoče bolj celo listki, ne, v jagodi tise je tako arilus, je pa zelo strupen, seveda ta notranji del ovojne, ampak kakorkoli absolutno drži, ne. Zdravilne rastline seveda imajo svoje zdravilne učinke, kar želimo raziskovati še naprej, ampak zopet lahko prihaja do res neželjenih učinkov. Poglejmo mogoče 2 primera, ki sta tako res nazorna. Zakaj doma ne gojimo volčje češnje? Ali pa dajmo res, pojdiva v slovensko specialiteto, kar se tiče zdravilnih rastlin, in to je kranjska bunika, Scopolia carniolica. Ime je dobila po zdravniku Scopoliju, indijskemu zdravniku, ki je vse to raziskoval. Vsebuje skopolamin, atropin, torej to so učinkovine, ki so odlični spazmolitiki proti krčem, menstrualnim krčem, različnim krčem v želodcu, zaradi težav, disbioze in tako naprej. Skratka, zakaj tega ne gojimo na vrtu in ne uporabljamo? Zato, ker ne vemo, koliko tega je v listu. Lahko bi
absolutno bi pozdravili, osnovni torej, učinek bi bil, ampak lahko bi se zastrupili. Zakaj ne gojimo doma, pa greva iz rastlin mogoče na niže razvite organizme, kot so recimo glive. Antibiotik, če ga že rabimo, gremo k zdravniku, dobimo recept, gremo v lekarno, nam predpišejo. Antibiotiki so iz gliv. Ja. Plesen, to je penicilium, pa aspergillus, vsebujeta koliko hočemo beta-laktanskih antibiotikov. Zakaj ne? Ker ne vemo, koliko je tega. Ne? Torej, skratka, vsa zdravilne rastline, ki imajo močen učinek, dajmo to prepustiti zdravnikom in farmacevtom, da predpisujejo. Torej, skratka, ni nekaj takega, da bomo rekli, zdaj pa vse, kar je v rastlinah, je naravno in varno, vse, kar je sintezno, ima neželjene učinke. Zdaj, da bom vprašal, ti si rekel, zdaj se poglavnem ukvarjam z nalogami OZN agencije. Se pravi, jaz rečem, si mal birokrata postal. In zdaj bom prebudil birokrata v tebi in bom rekel, torej te zdravilne rastline so lahko učinkovite, so lahko nevarne, če jih nepravilno in uporabljamo in doziramo. Kako je pa pravzaprav to regulirano? Mi vemo, pri klasičnih zdravilih je stvar zelo jasna. Cela farmacija je ekstremno kontrolirana, natančno nadzorovan in tudi zakonsko predpisan. Tukaj pa vstopamo v glavnem v neko področje pravzaprav živil, morda prehranskih dopolnil. Kako je tle s to zadevo? Tudi to vprašanje, Rok, ponovadi pri tebi vedno dobim zelo konkretno vprašanje, ki so dobro postavljena in tu moram povedati, da je to odlično. Zakaj? Ravno tako zdravilo je zdravilo, prehransko dopolnilo ali hrana. In zdravilne rastline, ki izkazujejo nek zdravilni učinek, izolacija učinkovin iz njih ali pa sama zdravilna rastlina spada med zdravilo. Zdravila se pa regulirajo z tega vidika, torej birokratsko-regulatornega, kot se rekel, na agenciji za zdravila, to je centralna v Evropski uniji, torej centralna zdaj je v Amsterdamu, prej bila v Angliji, ampak so se Angleži odločili, da nam zbežijo z Evropske unije. Tako. Ja, in so, skratka, zato imamo, zdaj smo tudi celo agencijo preselili, ali pa nacionalna, kot je pri nas agencija, torej skratka, zdravilo, če želimo, da napiše, cvetovi kamilice zmanjšujejo krče v želodcu, ker vsi vemo, da to drži, mora biti to dokazano in mora biti to dokazano tako, kot se zdravila registrirajo in dokazujejo. To je pa zelo dolgotrajno, tudi drago. Če pa želimo napisati, da je počutje relaksirajoče po nekem določeni čajni mešanici, potem je pa to prehransko dopolnilo. Nikakor pa ne smemo zdravila, ki spadajo med, torej rastlinska zdravila oziroma zdravilne rastline, ki zdravijo, ne smemo jim pripisovati zdravilnega učinka in jih ponujati tržišču kot prehranska dopolnila. Prehranska dopolnila so za posebne skupine, za lajšanje ali za dopolnitev, recimo ne nazadnje. Če vzamem recimo laneno seme za boljšo prebavo, potem je to prehransko dopolnilo. Če pa napisal, laneno seme preprečuje nastanek raka črevesja, je pa to tako močna trditev, da mora biti dokazana. V bistvu bi še malo lagal, ne? Tako, bi še malo, tako, absolutno, ker si strokovnjak na tem področju, ampak recimo, torej v tem primeru pa, mogoče bi rekel, recimo, zmanjšuje hiperplazijo prostate, kakorkoli, potem je pa to zdravilo in mora biti registrirano, dokazano. Torej tukaj je zelo močna meja. Žal imamo medije, ki seveda propagirajo, ampak tu niso krivi mediji. Mediji so tukaj popolnoma samo prenosniki, ampak so posamezna podjetja, posamezniki, ki propagirajo zdravilne rastline kot zdravila, prodajajo jih pa kot prehranska dopolnila. To pa ni dovoljeno. In še zdravila z nešteto pravzaprav učinki. Vse. Mogoče potem, kako te jaz sprašujem, malo delujem kot nekdo, ki malo dvomi, učinkovitost, rečemo, pa ne mogoče zdravilnih rastlin, ampak številnih preparatov, ravno taki, ki so prej, kako bi se temu reklo, fitoskeptik, ali kako, ampak to v resnici nisem. Doma imam velik zeliščni vrt,
sam pridelujem, je pa res, ne, da gre za zelo tiste rastline, ki so v vsakdanji rabi v našem prostoru že stoletja, ne, poprava, meta, timijan, majaron, melisa, ja. origano, mislim, te zadeve. In zdaj pa mogoče greva na to pozitivno stran, ne, katere so realno tista področja ali pa rečemo medicinsko indikacije, kjer so mogoče pa zdravilne rastline najbolj dejansko uporabne. Lahko začneva kar pri koži. Torej koža. Tukaj imamo torej, tako maščobna olja, kot imamo eterična olja. Recimo eterično olje melise, citroneol je tisti, ki notri deluje, ampak kakorkoli eterično olje kot samo po sebi, ne, ima zelo močen antiseptičen učinek proti MRSA, Staphylococcus aureus. Ni potrebno, da je ravno tisti, ki je rezistenten, ne, to je bakterija, ki je na naši koži, ampak seveda, če vkolikor pade imunski sistem, potem lahko dela velike težave in skratka imamo primer. Potem so razni atopični dermatitisi, ki pa jih ne nazadnje lahko tudi peroralno zdravimo s probiotike, o čem boš verjetno ti kaj več povedal. Ne zdravimo, ne? Ja. Evo, zdravimo, ja. Tam okay. Sva na istem. Ja, na istem, ja. To je skratka, olajšamo. Tako. Gremo na torej, depresijo, kot sem povedal. Ne, torej, antidepresivi, ki jih uporabljamo na osnovi sintezne kemije, so seveda zelo učinkoviti, vendar lahko s časom prihaja do tako imenovanega rebound efekta ali tako imenovanega efekta, ki poslabša stanje, če jih ne jemljemo same po sebi. Torej, skratka, lahko rečemo ene vrste adikcije, navade, kakorkoli zasvojenosti. Ne? Potem imamo prebavne, gastrointestinalne, cela kopica, tukaj si tudi ti strokovnjaka, ne? Torej od, bomo rekli, recimo pomanjkanje, izločanje prebavnih sokov, ne? Z grenčinami rastlinskimi lahko to zelo lepo reguliramo. Zanimivo, da je eno zdravilo na osnovi rastlinske osnove, dobimo tudi v lekarni, imena ne bom povedal, sestavljeno iz 9 zelišč, ki regulira skratka tako povečano izločanje prebavnih sokov, nekoliko se zmanjšuje, kakor tudi, če nekoliko dalj časa jemljemo, pride do, ukolikor imamo premajhno izločanje, recimo pri starostnikih, kjer je premalo izločanje, ne samo žločne kisline, ampak tudi pepsina, tripsina in starih encimov, ne, pride do neke regulacije, torej do balansirane, kot se temu reče. Ne. Potem imamo adaptogene. Adaptogeni so snovi iz zdravilnih rastlin, ki nam omogočajo, da ostajamo na nek način v nekem optimalnem delovanju. Recimo, če zdaj zadenem na lotu 120 milijonov, ne? Najprej bo moj adrenalin, bom blazno vesel, ne? Torej bo poskok adrenalinskega sistema in hormonov sreče in tako zelo velik. Naslednja stopnja bo pa že skrb. Kaj pa zdaj? Imam otroke. Ali se lahko nekaj zgodi? Ljudje bodo gotovili, da imam denar. Imam sosede, nazadnje sorodnike, a ne, in tako naprej, ki bo zahtevalo od mene nekaj. Kaj bom s tem? Ne? Torej, skratka, govorimo o tem nihanju. Adaptogeni so tisti, ki nam omogočajo neprestano približno enako zaznavanje občutkov okolja, da boljše preživimo. Se pravi, ne bi smel zadeti, koliko si rekel, 120 milijonov, ampak ko so včasih ponujali mesečna renta. Mesečna renta. Pa si tako. Adaptiran. Adaptirano, ja. V redu, Borut, zdaj lepo si to povedal, izgledalo je relativno enostavno, ko govori o tem strokovnjak, absolutno pa zelo komplicirano za uporabnika. In zdaj, recimo, da se kot laik imam neko težavo, zatečem tudi k možnosti uporabi zdravilnih zelišč. Mi vemo, seveda, lahko gremo v lekarno, tam so preparati, tam so pravzaprav strokovnjaki, ki o tem nekaj vedo, znajo nekaj svetovati. Lahko gremo v kakšno knjigo, ne nazadnje knjig o zdravilnih rastlinah je napisanih ogromno, ampak jaz moram reči, da sem malo skeptičen v njih, ker včasih, ko bereš, pa potem je skoraj vsaka zel za skoraj vse. Če to knjigo napiše laik. Ja,
Če pa to knjigo napišejo strokovnjaki, tukaj bom malo reklame naredil, torej Slovensko farmacevtsko društvo je izdalo že 2 monografiji na tej osnovi, zelo obširni knjigi, Sodobno zdravljenje z zdravilnimi rastlinami, tam so pa z znanstvenimi dokazi podprta dejstva. Pravi, moje naslednje vprašanje bi bilo, kje naj slehernik pravzaprav dobi pa neko koristno, eksaktno, uporabno znanje, to je to. No, to je prva zadeva, seveda. Druga so primerna, tudi družbena omrežja so v redu, če obstaja seveda primerna osnova. Osnova torej nekega članka, nekega informacije, ki jo je napisal nekdo, ki se seveda na to spozna. Ne, da nekdo reče, ja, jaz se spoznam, zato ker cela moja soseska mi nosi informacije, jaz sem sicer cvetličar, ampak lahko zdravim vse, ker imam neke določene izkušnje. To ne bo šlo, ne? To je tako, kot recimo, da rečem jaz, jaz bom pa zdaj operiral slepič, sicer nisem zdravnik, specialist, kirurg, ampak sem toliko prebral o tem, da mislim, da bo šlo, ne? Ne zaupam temu. Torej, skratka, ja, dobra informacija, pravilna informacija je zdaj zlata vredna. Borut, hvala ti za ta pogovor. Zdaj si bomo privoščili malo odmora, potem pa moram reči, sem te prosil in si pristal, da bova malo zamenjala vloge. To se pravi, da boš ti spraševal mene, ne? Da lahko še jaz pokažem, da tudi nekaj znam, ne samo moji gosti. In hvala ti. Hvala lepa. Vam pa, dragi gledalke, dragi gledalci, drage poslušalke, dragi poslušalci. Ja, danes je bilo to pogovor o fitoterapiji s profesorjem dr. Borutom Štrukljem in jaz moram reči, da kadar pomislim na fitoterapijo, na zdravilne rastline, mi pa zmeraj na asociacijo pride ena pesem iz zakladnice jugo-etno folk muzike in sicer govori o tem, kako pa včasih ne pomagajo ne konvencionalne zdravila, ne zdravniki, ne travari, kot jim oni rečejo, to se pravi niti fitoterapija, ampak samo ljubezen. Imejte se radi, ljubite se. Režija, dajmo glasbo. Ne pomaže voda majko sa korita Ivanova, ni njega